Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču, ki jo bom danes vodila Brigitte Ferlič-Škajnar. V studio sem povabila gosta, gospoda Alojza Kovšco, predsednika Lovske zveze Slovenije, in gospoda Andreja Udovča, profesorja na Biotehniški fakulteti, oddelku za agronomijo. Lepo pozdravljena oba, hvala, ker ste se nam pridružila. Dober dan. Dober dan. Govorili bomo o kmetijskih zemljiščih, o tem, kakšen gospodar je država. Vprašali se bomo, če se pred našimi očmi v 21. stoletju res dogaja legalna nacionalizacija določenih zemljišč. Če se navežem kar na to legalno nacionalizacijo določenih zemljišč, me zanima, gospod Kovšca, kaj se trenutno dogaja z zemljišči lovskih, ribiških družin. Drži, da jih morate prenašati na državo? Da, ne glede na način pridobitve, ali je bilo to odplačno ali neodplačno, ne glede na to, ali smo vpisani v zemljiško knjigo kot lastniki, sodišča praviloma presodijo, ker teh zemljišč lovske družine nočejo prenesti prostovoljno na poziv sklada kmetijskih zemljišč, pač pa se prepustijo tožbi in te tožbe kar po vrsti izgubljamo zaradi tega, ker sodišča sodijo izključno po 14. členu zakona o skladu kmetijskih zemljišč, ki pa pravi preprosto, da vsa zemljišča, ki so bila na nek presečni datum v družbeni lasti, preidejo v last sklada kmetijskih zemljišč. Imamo pa en precedenčen primer v Novem mestu, kjer se je nek sodnik le opogumil in rekel, da med vrsticami, da gre tu bolj kot ne za legalno krajo in je vsaj na prvi stopnji presodil v korist lovske družine, ki je zemljišča odkupila od kmeta z svojimi sredstvi, s članarino in s prostovoljnimi prispevki lovcev. Tako da to so še edina zemljišča, ki smo jih uspeli obraniti na prvi stopnji. Torej, da smo jasni, da javnost razume, to gre za zemljišča, ki ste jih vi kupovali sredstvi članarin, z lastnimi sredstvi, torej, to niso... Ne, to ne bi bilo pošteno, če bi tako rekli. Nekatera zemljišča, ki so v lasti lovskih družin, so lovske družine pridobile neodplačno. V času družbene lastnine so jim bila ta zemljišča dodeljena v gospodarjenje in potem so na teh zemljiščih gospodarili, jih izboljševali, na njih so tudi gradili lovske objekte. Druge lovske družine, ki niso imele možnosti pridobitve zemljišč na tak način, so jih pa kupovale. Nekatere lovske družine so se vpisale v zemljiško knjigo kot lastniki, druge lovske družine so se pa za zemljišča, ki so jih plačale, lahko vpisale v zemljiško knjigo zgolj kot uporabniki, ker je bilo to še vedno tretirano kot družbeno zemljišče in spremembo družbenega reda v Republiki Sloveniji se je to pač spremenilo, družbenih organizacij takega tipa nimamo več. Zakon o skladu zemljišč pa popolnoma nediskriminatorno jemlje zemljišča, ki so jih lovske družine dobile neodplačno, tista, ki so jih dobile odplačno, pa ni bila vknjižena lastninska pravica na njihovo ime, in celo tista, ki so bila plačana, kupljena in vknjižena na ime lastnika lovske družine. Vemo, da ta vlada ni najbolj naklonjena vaši dejavnosti in lovstvu, zato me zanima, ali zdaj izvajo kaj večji pritisk za čim hitrejši prenos teh zemljišč, ki jih imajo vaše družine v upravljanju ali v uporabi na državo. Se zdaj stopnjuje ta pritisk? Kakšen občutek imate? No, pošteno bi bilo, če bi rekel, da nobena vlada doslej v zadnjih nekaj letih ali pa nekaj zadnjih mandatih ni bila ravno naklonjena lovstvu. Gre za nek svetovni proces, kjer se ljudje, naravovarstveniki in tudi navadni smrtniki nekako odločajo v korist živali. Lovstva ne razumejo prav dobro kot neke oblike regulacije populacij divjadi v nekem okolju. Mislijo ljudje, da lahko vse prepustimo naravi in da se bo sama uravnala, in tako tudi vlade niso preveč naklonjene lovstvu, da ne bi razburile javnosti. No, zadnja vlada je pa res, kot ste rekli, pa lovstvu manj naklonjena. Mi smo celo izbrisani iz strategije razvoja nevladnih organizacij. Zdaj na zadnje smo dobili od Ministrstva za okolje in naravne vire pravi naziv, ugotovitev, da ne ustrezamo več pogojev, da bi bili organizacija posebnega pomena oziroma organizacija, ki deluje v javnem interesu na tem področju. Čeprav smo lovci znani zagovorniki oziroma zagovorniki politike ne posegu v lovišča, v naravne habitate, borili smo se tako proti
vetrnim elektrarnam kot drugim posegom v prostor. Ampak očitno se nam to ne priznava in se pod nekim pritiskom proti lovstvu se nas pravzaprav odmika od vzvodov, s katerimi bi lahko vplivali na oblast. In ja, temu primerno je tudi pospešena aktivnost sklada za odvzem zemljišč in sodišča sodijo brez izvedbe dokazov izključno po 14. členu zakona. Gospod Udovč, bo sklad, če bo dobil ta zemljišča, dober gospodar, bo bolje po vaši oceni, lahko tudi popolnoma laični, gospodarjev zemljišči, kot zdaj gospodarjev morda lovci? Je to po vašem potrebno, da se ta zemljišča sploh prenašajo? Hvala za povabilo. Torej, ali je sklad dober gospodar ali ne, je seveda debata, ki poteka že zelo dolgo. Glede na to, koliko jaz poznam delovanje sklada, je seveda to večplastno vprašanje. Na nekaterih območjih seveda je zelo dober gospodar, se trudi tudi doseči, da se zemljišča, ki so manj interesantna, obdelujejo. Na drugih področjih imamo primere, ko seveda bi lahko rekli, da ne gospodari dobro. Zdaj, če govorimo o zemljiščih lovskih družin, tudi ribiške so se tu že omenjale, je verjetno, ne poznam dovolj dobro, tu precej zemljišč, ki so, lahko bi rekli, z vidika kmetijske pridelave marginalna. In seveda v tem primeru obstaja velika nevarnost, da se interes za neko kmetijsko obdelavo teh zemljišč sploh ne bo pojavil. Torej je veliko bolje, da imamo nekoga, ki ima interes ta zemljišča obdelovati sedaj in jih obdeluje tudi naprej, ker taka zemljišča nekega bistvenega prispevka k izboljšanju prehranske varnosti, samooskrbe seveda ne pomenijo. Lahko pa, če sam da zaključim, pomenijo pravzaprav obrambo k zmanjševanju. Če se dotaknemo težav z divjadjo na kmetijskih zemljiščih, so to zemljišča, ki lahko bistveno bolj pritegnejo kot pa neka obdelana kmetijska. Torej, če ste rekel, da gre za marginalna, verjetno bolj marginalna zemljišča, to pomeni, da ta zemljišča ne bodo prispevala, rečemo, k večji prehranski varnosti prebivalstva, če jih bojo lovcem vzeli, da bi potem na njih gojili, pridelovali krompir in tako naprej. Seveda, ker si predstavljam, da tu so lahko tudi celo njivske površine, ki se nahajajo sredi gozdov, ki jih seveda noben kmet ne bo šel obdelovati, oziroma obrobna zemljišča v gozdovih, za katere kmetici vemo, da so pod večjim pritiskom škod po divjadi, ali zemljišča v večjih nagibih. Torej, to so zemljišča, kjer je interes za kmetijsko obdelavo sigurno bistveno manjši. Druga zgodba je verjetno, če obstajajo situacije, ko je neko kmetijsko zemljišče v lasti, v uporabi, recimo lovske družine, v nekem večjem kmetijskem kompleksu, kjer seveda je interes in tudi razumljivo in si celo lahko predstavljam, da verjetno bi tudi taka lovška družina bila pripravljena za neko zamenjavo ali kaj podobnega. In podobna zgodba je verjetno z ribiškimi družinami. Obvodna zemljišča so pod bistveno večjim pritiskom poplav, bolj mokra, kar zopet ni zelo zanimivo za intenzivno kmetijsko pridelavo. Zakaj potem taka želja po prenosu teh zemljišč, če so to bolj marginalna? So po vaših podatkih to bolj marginalna zemljišča? Večinoma so to marginalna zemljišča, ampak seveda obstajajo tudi taka, ki so popolnoma primerna za kmetijsko uporabo. In mi ne vidimo nobene težave v tem, da bi ta zemljišča zamenjali za tista, ker mi še vedno lahko upravljamo svojo dejavnost in s tem ne povzročamo v bistvu težav, ko gre za komasacijo ali pa zagotavljanje večjih enotnih pridelovalnih površin. Nikoli se nismo temu upirali. Želimo pa le, da smo lastniki zemljišč, na katerih lahko upravljamo pa svoje poslanstvo, ki je pa tudi javna naloga Lovske zveze Slovenije, kontrola populacij divjadi. Na teh zemljiščih bi mi želeli imeti svoje krmne njive, na katerih v bistvu zadržujemo divjad, kot rečeno, da ne hodi v druge pridelovalne površine, in z neko pametno kmetijsko politiko bi bil tukaj hmalu lahko tako volk sit kot koza cela. Cilj nam je, tudi nam lovcem, in naše poslanstvo je, da kmetje lahko kmetujejo, da lahko pridelujejo, posebno v področjih, ki so na nek način ogrožena in zapostavljena. Ko govorimo o kmetijah v hribovskem predelu, kjer je pridelava tako ali tako otežena,
smo zelo tenkočutni do tega in bi tukaj zelo radi pomagali in poskušamo na svoj način pomagati. Zdaj pa, če se ta zemljišča nam vzame, pa se jih nikomor ne dodeli oziroma nihče nima interesa po rabi teh zemljišč za kmetijsko pridelavo. Kaj se bo potem s temi zemljišči zgodilo, če ne bo izkazan interes za porabo? Sklad kmetijskih zemljišč na to vprašanje ne zna odgovoriti. To vprašanje je dobil tudi od državnega sveta. Se upravičujem, da vas prekinjam, sam da se navežem, da povem, da nihče iz sklada kmetijskih zemljišč ali iz Ministrstva za kmetijstvo na to temo ni želel priti v našo oddajo. Dejali so, da sodni postopki določeni še tečejo in se očitno ne želijo opredeljevati ali pa zgolj ne želijo odgovarjati na konkretna vprašanja. Tako da tudi mi z njihove strani žal nismo dobili nekega pozitivnega odziva, da bi se o tem javno spregovorilo in povedalo. Jaz bi si dovolil pa tukaj eno špekulacijo, pa je prav, da javnost ve, pa ne se javnost vpraša. Jaz mislim, da smo mi tukaj kolateralna škoda, da naša zemljišča niti niso tako zanimiva, razen za pridobivanje pozitivne sodne prakse v korist sklada. Mogoče so pa zanimiva kakšna druga zemljišča, kakšni večji kompleksi, ki tudi niso primerni za kmetijsko rabo, bodo pa prešli na sklad in ker niso primerni za kmetijsko rabo, jih bo sklad seveda za plačilo odsvojil. Tukaj bi pa lahko povabili kot sogovornike pa Turistično zvezo Slovenije in turistična društva. Oni imajo perspektivna zemljišča, ne? Ja, mogoče pa kakšna golf igrišča, pa smučišča, pa kakšni kampi, ki bodo prešli v last sklada in ne bodo primerni za kmetijsko uporabo, znajo zamenjati lastnika za dober denar. To je moja špekulacija. Se to dogaja? Menjajo ta zemljišča, ki jih ima v upravljanju sklad, menjajo lastnika, kako je s tem? Torej, v zadnjem času številke pravzaprav kažejo, da sklad predvsem pridobiva zemljišča in jih v bistveno manjšem meri tudi prodaja. Jih pa v velikem obsegu poskuša dejansko tudi potem oddati v zakupe, tako da številke zadnjega obdobja kažejo, da od tistih 61.000 hektarjev kmetijskih zemljišč, s katerimi upravlja sklad, jih je približno 55.000 dejansko vdanih v zakupe. Razlika so nekatera zemljišča, ki niti niso kmetijska oziroma so manj primerna. Bi pa, ko je gospod Kovšca omenil, malo špekulativno razmišljanje, mi je prišlo na misel še par drugih možnih razlogov, zakaj bi bil interes za taka zemljišča. Torej, ena težava občin, če smem tako reči, je, ko izvajajo prostorsko načrtovanje in želijo kmetijska zemljišča prekategorizirati v stavbna, imajo tudi obvezo to nadomestiti z izboljšanjem, usposobitvijo drugih slabših kmetijskih zemljišč. To je lahko ena taka rešitev. Druga zgodba, ki je bila zdaj v pomladanskem obdobju, ko se je spreminjala kmetijska zakonodaja, tudi precej diskutirana, je bila agrofotovoltaika, kjer seveda je veliko nasprotovanje celotnega kmetijskega sektorja, bom rekel, razvijanju agrofotovoltaike na kmetijskih zemljiščih. Ta zemljišča bi lahko recimo tudi prišla v to zgodbo, ker po drugi strani pa je država določene mednarodne obveze na tem področju podpisala in je sedaj malo v težavah zaradi tega. Torej, kakšno je zdaj stanje? Koliko zemljišč ste vi že prenesli? Meni sklad tega podatka ni znal posredovati, koliko zemljišč so dobili strani lovskih družin oziroma ste sploh že prenesli ali so sodni spori odprti? V bistvu prenešeno je bilo izjemno malo zemljišč, zaradi tega, ker se lovske družine temu upirajo. Zavedamo se, da če ne bomo šli v sodne postopke in jih po vrsti izgubljali, potem tudi nimamo možnosti po zmagi na ustavnem sodišču. Državni svet je vložil predlog za ustavno presojo tega zakona. Če zemljišča prenesemo tako rekoč prostovoljno mus, kot od nas zahtevajo, potem ne bomo imeli več možnosti se boriti zanje. Zato lovske družine kar po vrsti pristanejo na sodišču. To je povezano s sodnimi stroški in z odvetniškimi stroški, ne? In tukaj izgubijo in tako tudi ribiške družine in taborniki, pa planinci in, kot sem rekel, turistične organizacije. No, zdaj o sami površini prenešenih zemljišč zelo težko kaj rečem, zaradi tega, ker ti postopki, te številke se iz dneva v dan spreminjajo. Ampak od 411 lovskih družin jih je nekje
ena tretjina že v sodnih postopkih. Kaj pa te zamenjave, ki ste jih omenjali, zemljišč? Nikoli nam ni bilo ponujeno, nikoli. Ste pa to konkretno komu predlagali, da bi zamenjali, naprimer? To je bilo več razgovorih skladno kmetijskih zemljišč ponovljeno, da če so ta zemljišča zelo pomembna za kmetijsko pridelavo, mi nočemo ovirati kmetijske pridelave, ampak ne nam dajo nadomestna zemljišča nižje kategorije, slabša, ki niso primerna za kmetijsko pridelavo. In taka so pa bolj primerna za nas in tudi za divjad praviloma. Veste, najbrž lovci ne moramo imeti krmne njive za divjad kar na sredi nekega pridelovalnega kompleksa iz preprostega razloga. Če bi mi tja divjad vabili, bi divjad povzročala škodo na posevkih in to škodo plačamo lovci. Za nas so zanimiva zemljišča na periferiji pridelovalnih površin, da divjad ostavimo tam. Vendar nikoli ni bilo niti govora o tem, da bi se kaj zamenjevalo. Sam zakon o skladu kmetijskih zemljišč tudi omogoča, da bi odzeta zemljišča lahko lovske družine dobile, ne samo lovske družine, vsi, ki se jim jih jemlje, dobili v brezplačni zakup. Vendar imamo do zdaj samo 9 lovskih družin, kjer jim je sklad ponudil taka zemljišča. Ko pa gre za gozdne površine, sklad prenese zemljišča na SIDG, SIDG pa zemljišč ne daje v zakup. Tako da mi potem tudi praktično trajno izgubimo možnost karkoli razpolagati s temi zemljišči. Bi pa opozoril tudi to, da ribiške družine in lovske družine imajo na takih zemljiščih tudi svoje objekte. In s tem, ko zemljišče postane last Republike Slovenije, objekt, ki na njem stoji, v bistvu ostane v zraku. Tudi verjetno pride avtomatično v last Republike, ne? Zaostrujejo se pogoji recimo za zbiralnice, ker mi zbiramo odstreljeno divjad in mi v te zbiralnice ne moramo investirati, da bi jih obnovili po najnovejših zahtevah, zaradi tega, ker ne stojijo na naši zemlji in pač ne moramo investirati v nekaj, kar ni naše. Država pa od nas zahteva to, da izpolnjujemo zakonske standarde. In s tem prihajamo tudi v nevarnost, da bomo izgubili koncesije. Verjetno je končni cilj vsega tega, da se te koncesije delijo malo drugače. Lov v Sloveniji je organiziran tako, da je to lov in ribolov. Je v Sloveniji organiziran tako, da je dostopen prav vsakemu državljanu. S tem, ko bomo mi ostali brez koncesij, se bodo pa verjetno pojavili kakšni večji igralci, ki bodo jemali ta zemljišča v prav osebni zakup, tako kot je to na Hrvaškem ali pa še kje drugje. Posledice so pa znane, tako za pridelovalce, kot za samo divjad in za habitate. Vas kot strokovnjaka vprašam, kakšna zemljišča so primerna za lovce? Gospod je že povedal, da so bolj marginalna na obrobju gozdov in tako bolj umaknjena, ne sredi obdelovalnih površin. Zdaj pa še vi povejte z vidika agrarnega znanja. Kakšna zemljišča so primerna, verjetno bi gospod Kovšca bolje povedal. Torej, jaz mogoče lahko bolj rečem, kakšnih mi kmetici ne bi želeli v ta namen nameniti. To so seveda zdaj zemljišča, ki so v lažje dostopnih območjih, na manjših naklonih, v ravnini, ki predstavljajo neke sklenjene komplekse, ki so vsaj neko razdaljo že odmaknjene od gozdnega roba, ker s tem se dejansko izognemo po eni strani težavam, ki je res pereča na določenih območjih, ko divjad dela škodo na kmetijskih zemljiščih. Recimo, imeli smo pred leti neko raziskavo na območju Kočevskega, ki je pokazala, da na teh obgozdnih zemljiščih divjad popase do 30% celotnega pridelka krme, plus še škode na samih zemljiščih. Ne vem, če ste imeli kdaj videti priliko, kako izgleda kmetijsko zemljišče, ki ga obiščejo divji prašiči. Ne, gospod je prej rekel, da je to kot lunina površina. In seveda zato mislim, da je tudi v interesu kmetijstva, da kjer je to mogoče, se taka zemljišča pravzaprav namenijo predvsem tudi temu, da se tudi s tem, z bistveno bolj prijaznimi načini, kot jih seveda tudi agrotehnika pozna, zadržuje divjad stran od produktivnih kmetijskih zemljišč.
Povejte mi, če se navežemo malo na tujo prakso, kako je s tem v tujini? Imamo mi dobro prakso zakupa kmetijskih zemljišč? Ali je to v tujini urejeno drugače, je bolj poskrbljeno za ta marginalna zemljišča, ki jih dobijo lahko v uporabo lovci in tako naprej? Imate kakšna znanja z tega področja oziroma informacije? Neposredno v tem kontekstu nekega poznavanja žal nimam. Smo pa, ko smo pač študirali kmetijsko zakonodajo, kmetijsko politiko in tudi pripravljali projekt prenove strategije upravljanja z državnim zemljiščem, seveda pogledali, kaj se dogaja pri sosedih. In dejansko, če povem generalno, je tako, da države, ki so prešle iz socializma v tržno gospodarstvo, so države, ki so tudi ustanavljale zemljiške sklade. Medtem ko države z recimo temu razvitim tržnim gospodarstvom načeloma tega nimajo, so pa seveda za določene situacije, ki so bile njim znane ali tudi zgodovinsko se razvile, imajo inštitucije, ki vplivajo na to, kaj se dogaja na kmetijskih trgih. Zelo poznana je recimo Francija, ki ima inštitucijo SAFER, ki dejansko bdi nad tem, da sicer ne regulira trga kmetijskih zemljišč neposredno, da bi določila, kdo sme, kdo ne sme kupovati, ampak pri vsaki pogodbi prenosa kmetijskega zemljišča poskrbi, da bo to kmetijsko zemljišče obdelano. In ima tudi pravico, če ugotovi, da je kupil nekdo za, bom rekel, kapitalsko investicijo in ne poskrbi, da je v roku enega leta od tega to zemljišče dejansko obdelovano naprej, to se pravi, da je bodisi sam sposoben kupec obdelovati ali da preskrbi zakupnike, ki imajo interes in znanje, lahko tako pogodbo razveljavi. Druga zgodba je recimo znana z Danske, kjer so predvsem, sicer je bilo to bolj v 70-ih letih, ampak tega niso še čisto ukinili, je državni sklad skrbel, da ni prišlo do prevelikega propada kmetij na način, da je odkupoval kmetije od lastnikov, ki so bili v ekonomskih težavah in jih potem neposredno dolgoročno z 99-letnimi pogodbami dal v zakup tem istim lastnikom, če so bili zainteresirani, da so na njih obdelovali in s tem zmanjšanjem stroškov za vračilo kreditov pravzaprav lahko v 30, mogoče 40 letih to svojo kmetijo zopet odkupili nazaj. Prej sem vas vprašala, če je sklad dober gospodar. To sem vas vprašala tudi z vidika, ker mi niso znali odgovoriti na vprašanje, koliko zemljišč so že od lovskih družin prevzeli ali jih imajo namen prevzeti. Zato vas sprašujem, po vaših izkušnjah, so registri, ki jih ima sklad, dobri o tem, s kakšnim premoženjem pravzaprav upravlja in nad čem bedi? Torej, po mojem vedenju je večji del registrov sedaj že dober. Torej, treba je vedeti, da sklad, ko je začel delovati, je bil pač soočen s situacijo, ki smo jo imeli od leta 1945 pa do začetka 90-ih let, ko se seveda vse lastninske transakcije, predvsem ko je nekaj prehajalo z nacionalizacijo s čemarkoli v družbeno lastnino, niso evidentirale v zemljiški knjigi. No, in iz tega vidika seveda je bilo na začetku zelo malo dejanskih evidenc o dejanskih lastnikih oziroma recimo o dejanskih uporabnikih. S časom so, po mojem vedenju, se te evidence izboljšale, tako da lahko rečem, da za tista zemljišča, ki jih sklad oddaja v zakup kmetom oziroma tudi drugim, ki so upravičeni do teh zakupov, evidence držijo in so tudi ažurirane v zemljiški knjigi. Pridemo pa do te situacije, o kateri tudi danes govorimo, ko pa pravzaprav nimajo še razčiščeno, kje so ta zemljišča oziroma predvsem tudi fizično oziroma administrativno v zemljiški knjigi, ki so predmet tega 14. člena. In recimo, ko sem gledal strategijo razvoja sklada od 23 do 27, je v njej tudi podatek, da je bilo leta 14 takih parcel, ki so predmet tega člena, slabih 390 tisoč.
do leta 2022 so to število znižali na 83 000, in verjetno prihajamo ravno zdaj do tega, ker si predstavljam, da so druge prej razreševali, in to predstavlja približno 21 000 hektarjev. Zemljišč, od česar jih je po njihovih podatkih pa približno 9000 takih, ki so tudi dejansko po evidencah kmetijskega ministrstva, ki vodi na podlagi satelitskih posnetkov pa aerofotosnemanja, tudi pregled, katera zemljišča se dejansko kot kmetijsko obdelujejo. Če dovolite, bi jaz samo nekaj pokomentiral. Lovska organizacija ni a priorno nasprotujoča skladu in delovanju sklada. Mi popolnoma razumemo, da gre za zelo pomembno politiko, ki zagotavlja prihodnost pridelave hrane v Sloveniji. In to v največji možni meri podpiramo. Gre za to, da mi nasprotujemo nekemu pavšalističnemu odnosu, ki dejansko ne razlikuje med realnimi zmožnostmi in potrebami in z posegi v lastnino, ki je ustavno varovana kategorija, brez nekega globega vzroka, brez nekega rezona. Kot sem rekel, mi smo pripravljeni tudi na zamenjavo zemljišč. Mi razumemo, da je potrebno kmetijska zemljišča primerna za pridelavo ohraniti in povečati. Ampak, če nek ukrep ne privede do tega cilja, pa pomeni poseg v ustavno zajamčene pravice, potem je prav, da nekdo o tem malo razmisli. Kdo bi moral razmisliti? Ja, najprej sklad, potem pa Ministrstvo za kmetijstvo. Ne nazadnje Zakon o skladu kmetijskih zemljišč omogoča, in v preambuli je to že tudi zapisano, da se problem teh družbenih zemljišč rešuje z posebnimi področnimi zakoni. Tako je bil rešen problem zemljišč sindikatov pri Podvinu, za druge pa ne. In če bi politika oziroma zakonodajalec imel malo posluha in malo razuma o tem, kaj se pravzaprav jemlje, pa s kakšnim namenom, bi potem to lahko s področnim zakonom enostavno rešil. In tukaj ne bi bilo več nobenega spora. Dejstvo pa je, da smo lovci del kmetijske politike. Saj na koncu smo mi tisti, ki nadziramo zoonoze, in edini smo na terenu, ki nadziramo zdravstveno stanje živali, pa mi smo tisti, ki vzdržujemo staleže divjadi, da ne posegajo divjad ne posega potem v pridelovalne površine, ne dela prevelikih škod v gozdovih, in na koncu smo lovci tisti, ki plačujemo škode od divjadi. Zdaj, če se nam ne omogoča najbolj enostavne in učinkovite ukrepe, s katerimi zmanjšujemo škode, javnost nas vidi kot negativce, jemlje se nam pa možnost, da bi delovali pozitivno. Nekaj je premikov na tem področju, zdaj smo se zelo dobro začeli pogovarjati s kmeti, in kmetje zdaj razumejo, da lovci nismo tisti, ki planiramo odstrel divjadi, to počne država. Mi imamo nek formalni vpliv, ampak v praksi je to bolj malo. Ne želimo biti dežurni krivci, želimo biti sodelavci oziroma želimo soustvarjati s kmeti in sooblikovati politike z državo. Ampak tukaj smo pa zdaj v času te vlade pa dejansko odrinjeni. Vi ste lepo v zaključku te projektne naloge, ki ste jo prej omenjali, zapisali, da je ravno ključno, da se na ravni države sprejme jasne agrarno-politične cilje. Torej, da se določi, kateremu segmentu dati prednost, kmetom, lovcem, da se to nekako strukturira. To ni določeno. Če bi bilo to določeno, bi bili taki problemi verjetno marginalni. Ja, torej, generalna težava usmerjanja slovenske kmetijske politike je, da dejansko nima neke jasne strategije, kaj so prednosti, kaj so področja, ki so pomembna in katera so področja, ki so potrebna nekega drugačnega obravnavanja, mogoče nekega drugega razvoja, in to seveda ugotavljamo že vrsto let, lahko rečem že kar desetletja, da dejansko nam manjka neke bolj fokusirane kmetijske politike, ki seveda je povezana tudi s tem, da nekatera področja morajo dobiti priznano prioriteto pred nekimi drugimi, ki so bila morda v preteklosti bolj
favorizirana in so neko raven dosegla, po drugi strani so pa druga področja zaradi tega tudi zaostajala, pa se vse spremembe, ki jih doživljamo, kažejo, da so sedaj bolj pomembna, ne. To se žal do tega nekega konsenza v generalni kmetijski politiki nekako ne uspemo priti. Ne. Vedno, veliko se o tem seveda govori, ampak nekega dokumenta, ki bi to jasno in na nek način tudi zavezujoče izrazil, žal ne uspemo skreirati. Koliko je torej lovstvo z vidika kmetijstva pomembno? Iz vidika same pridelave hrane seveda lovstvo neposredno ne sega zelo visoko iz vidika pomena, dokler ne pridemo do stičnih področij, ki se žal izražajo predvsem v škodah na strani kmetijstva, ne, in seveda takrat kmetijci skočimo v luft in rečemo, ja, lovci ne skrbijo za stalež, ne, streljajo premalo, ne vem kaj vse lahko slišimo oziroma beremo v medijih, kar seveda kaže, da so vsi ti sistemi pravzaprav zelo močno med seboj povezani in ena največjih napak pa je naša, bom rekel, razdrobljenost obravnavanja. Ne? Torej, bistveno premalo se usedemo skupaj, si razložimo poglede in potem poskušamo neke skupne rešitve, ki so v korist vsega, z zavedanjem, da vsak bo mogel pol koraka mogoče nazaj stopiti v svojih pričakovanjih in zahtevah, pridemo do nekega bistveno boljšega rezultata in učinka. No, umetno se ustvarja konflikt med lovci in kmeti, med pridelovalci. V tem trikotniku, kjer bi morala biti država kot regulator in mediator, kmetje kot pridelovalci in lovci kot nadzorovalci staleža divjadi, se je država elegantno umaknila. Namesto sebe je poslala v ta trikotnik tako imenovane naravovarstvenike in sedaj država na eni strani modruje in se obnaša zelo oportunistično in podlega pritiskom takšne in drugačne javnosti. Medtem kmetom in lovcem je pa prepuščeno, da se zmenimo, kdo bo plačal škode, kdo bo kriv za to, da je preveč divjadi, drugače pa država tista, ki planira. Planira pa na podlagi pritiskov neke naravovarstvene javnosti. Je teh pritiskov zdaj kaj več? Seveda, ogromno. Država bi tukaj morala biti poštena. Najprej v zadnjem času se je država celo razglasila, da ni lastnica divjadi, čeprav je država lastnica vsega. Ne gre za moralno vprašanje, gre za pravno vprašanje. Država sebe imenuje skrbnico dobrobiti divjadi. Torej, za škode povzročene od divjadi država ni prav nič kriva. Je pa država tista, ki določa, koliko določene divjadi kje bo. In tukaj smo kmetje in lovci v nekem latentnem konfliktu, ki ga nismo sami povzročili. Sicer smo lovci zagovorniki divjadi in večjih staležev in sicer so kmetje tisti, ki želijo manj divjadi. Oboji se pa zavedamo, da moramo soobstajati. Država se je tu elegantno umaknila, politike narekujejo naravovarstveniki, s tem se zbirajo politične točke. Pri gospodarjenju z zvermi je to najbolj očitno. Neke zdrave politike pridelave hrane se pa brez... Zdrave kmečke pameti ni. Zdrave kmečke pameti se ne da pelati. No. Tako da mi ne obtožamo vse vprek, mi se ne bojujemo proti nikomur in kot sem rekel, delovanje sklada imamo za zelo pomembno, ampak veste, vsako politiko se da pelati z levo roko in brez poglabljanja v posledice ali pa premišljeno, načrtovano in z upoštevanjem vseh deležnikov. Lovci tukaj nismo tisto, na kar nas želi včasih prav ta vlada zreducirati na trofejaše, lovce na trofeje, na tiste, ki bogatimo s prodajo trofej in mesa divjadi. To dejansko ni res. Mi želimo biti del tega sistema. Ne nazadnje slovensko kulturno krajino so oblikovali tako kmetje kot lovci. Kmetov brez nas ne bi bilo, pa nas brez kmetov tudi ne. No, pa na tem mestu zaključimo z upanjem na premišljeno in kakšno politiko smo rekli, načrtovano politiko. Obema gostoma najlepša hvala, da sta bila v studiu in da sta povedala svoja mnenja. Vam pa do prihodnjič lep pozdrav. Lepo za to.